Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji o novem letu 2022. Pravzaprav so prazniki za nami in več ali manj že pozabljeni, zakorakali smo v novo leto, morda so naši koraki še nekoliko nerodni, ampak vseeno. Tako da dobrodošli v naši družbi, tako kot bo vsak ponedeljek tudi v tem novem letu 2022. Danes imamo v naši družbi posebno gostjo, ki je sicer v tem času, ko to gledamo, že odpotovala v svojo drugo domovino, kot pravi, in oddaja je posneta vnaprej, pa kljub vsemu verjamem, da nam bo povedala veliko zanimivega, ki bo veljalo tudi v letu 2022. Z nami je Eva Šalamon Kaplan. Pozdravljena, Eva. Dober dan, hvala za povabilo. Kako si doma v Prlekiji? Ja, super. Dnevi mi letijo kot v Istanbulu, bi jaz rekla. No, za tebe je znano, da Božiča pa ne spustiš kar tako, ne? Vedno se rada za Božič vračaš. Ja, res je, ja. To je, jaz bi rekla, edino, kar res pogrešam, kar mi manjka v Turčiji, ta božični čas, to vzdušje, ne, čeprav je letos malo drugače, kot je bilo mogoče nekoč, ampak vseeno, ja, ni ga čez Božiča pa prazničnih dni v domačem Ormožu oziroma v Sloveniji. No, tvoja druga družina, torej v Turčiji, pa ne praznuje Božiča. Ne praznujejo. Turčija je pretežno muslimanska država oziroma 99% ljudi je muslimanov, tako da oni nimajo teh božičnih praznikov, imajo sicer novo leto, ampak so malenkost razdeljeni na to praznovanje. Eni praznujejo, drugi ne praznujejo, tako da ni pa tistega vzdušja, kot ga mi poznamo, nekih lučk, nekih božičnih sejmov, nekih koncertov in tako naprej. Tako da okrašeni so samo bolj kot ne ti nakupovalni centri, ostalo pa prosto po Prešernu. Nekdo si mogoče kakšno smrekico naredi doma, ampak ni pa res tistega občutka, da si v decembrskem času tam. No, potem pa si ti privoščiš izlet domov v rodno Prlekijo, v Ormož. Kako dolgo si sedaj že v Turčiji? 10 let, obletnico imam, ja, letošnje leto. 2011 sem prišla prvič v Turčijo, tako da je kar že nekaj časa, ja. Nasmejana, dobro izgledaš, to pomeni, da ti ne gre hudo v Turčiji. Hvala. No in prišla si brez moža, ne? Te mož pusti tako na takšno pot? Ja, ne pusti, ja. To je mogoče en stereotip, da so pa Turki taki, ne pustijo žena ven iz hiše, na dvor, na cesto, kamorkoli že, ampak ja, mogoče so kakšni, obstajajo seveda, če posplošimo, pa ne, niso Turki taki strašni moški, tako da čisto normalno me pusti, da jaz potujem domov, da potujem tudi po Turčiji, da kam grem pač sama, ravno tako, tako da moj Turk je malo bolj liberalen tudi, tako da nimam nobenih težav s tem. No in kaj pa njegova družina? Kako sprejema recimo tebe pač kot tujko? Kot tujko, zdaj me imajo že za Turkinjo oziroma poturčeno tujko, ker sem se ogromno prilagodila pač njihovi kulturi, njihovim navadam, običajem in tako naprej. Jaz sem tudi malo bolj radovedna, tako da sem vedno rada spraševala, kako pa vi to, tudi kakšna mala taka vprašanja, mogoče, ki jih ne vprašaš ravno nekoga na cesti, to je mene vse zanimalo. Jaz sem spraševala o veri, o politiki, o nogometu, to je ena izmed takih tem, ki jih ne sprašuješ v Turčiji, ker so feni oziroma ti navijači so res tak na dveh bregih ponavadi in se znajo zelo pač sporeči. Tako da jaz sem pač iz teh informacij, ki sem jih dobila od njih, sem jaz se dejansko navadila na te njihove zadeve, tako da me danes so čisto sem njihova, sprejeli so me lepo v družino, sploh ta ožja družina, ne živi pa širša družina pač zraven nas oziroma zraven moje turške družine. Jaz verjamem, da bi mogoče bilo malenkost drugače, če bi bili oni zraven, ali pa vsaj blizu nas, ker takrat bi mogoče bila bolj vpletena v kakšne tradicije, ker bi bile zraven še kakšne babice, dedki, neke starejšine, starejši, neke tete, strici, bratranci, ki bi mogoče malo bolj pritiskali na mene, ampak ker moja turška družina živi na jugu Turčije, to pomeni v turističnem območju, kjer so navajeni na tujce, navajeni pač, da se mi drugače mogoče oblačimo, imamo drugačne navade,
je bil ta preskok oziroma ta vstop v njihovo kulturo, v njihovo družino mogoče lažji. Tako da smo se oboji navadili. No, kako pa torej gledajo na biondo, ne? V Turčiji pač domnevam, da je večino žensk temnolasih. Ja, Turkin so večinoma temnolase, čeprav se tudi najde kakšna blondinka, sploh tam na Črnomorski obali gor. To je blizu, ne, v bistvu že kar Rusije, recimo, no, relativno blizu. Tako da tam so tudi kakšne malo svetlejše polti, svetlejših las, pa kakšne modre oči se tudi najdejo, ne. Drugače pa, so pa pretežno temne, tako da imaš kar precej pozornosti, bi se rekla, in od tebe je odvisno, kakšno pozornost ti dovoliš potem. Kako se ti obnašaš nazaj do njih, ker te Rusinje v Turčiji recimo nimajo kakšnega dobrega renomeja. In recimo, ko rečeš, da si iz tujine, da nisi iz Turčije, ne, te vprašajo takoj, a si iz Rusije, ne. In potem, ko poveš, da nisi, ne, potem seveda malo drugače pogledajo na tebe. No in najbrž jih tudi presenetiš, ko opazijo, da dobro govoriš turščino, ne, Ja, turški včasih jezik. so malo zmedeni, ja. No, kako se reče pravzaprav temu turškemu jeziku? Je to kaka specifični izraz? Turščina, enostavno. Turški jezik. Turški jezik je, mislim, da iz uralsko-altajske skupine jezikov in to je skupina jezikov, ki so podobni recimo njihovim sosedom, jezikom, ki govorijo recimo v Tadžikistanu, Kirgizistanu, potem v recimo tam Gruzija in te skupine v bistvu, ne, tam okrog njih. Tako da mi zelo težko, da bi kakšno razumeli, razen par jih pa imamo v bistvu da smo jih prevzeli, ne? Ja, prevzeli. Ja, no par pa smo jih prevzeli, tako da recimo torba se reče v turščini torba, ne, to so slovenski izrazi, mislim, mi vemo, da so slovenski izrazi, ampak prihajajo iz turščine. Recimo poznamo tudi šapka, šapka je ta kapa z šiltom. Recimo čorba je pri njih čorba, ne, sicer to so bolj kakšni balkanski izrazi oziroma prihajajo iz stare Juge, ampak vseeno jih poznamo. Potem recimo tudi žep se reče džep po turško, pa še par jih je, ne, tako da malenkost kakšne izraze poznamo, ampak večinoma pa je to čisto druga skupina jezikov, tako da ko se jo učiš turščino, se ti jezik zapleta. Še meni se danes zapleta včasih, ja. No in kako ti je sploh uspelo? Si obiskovala kakšne tečaje ali kako? Tečaj sem obiskala en čisto začetni in to je bilo po prvem letu, ko sem jaz prišla domov nazaj iz Turčije, ampak sem jaz ugotovila, da sem se to že vse naučila v Turčiji, ker sem res šla na čisto osnovni tečaj. Potem pa kasneje nisem več imela časa, ker sem delala tam v Turčiji, tako da sem jaz dejansko se skozi pogovor in skozi pač vsak dan sem se naučila toliko jezika, da sem na začetku lahko komunicirala z mojima svakinjama in z svakom, ki sta bila še zelo pač majhna, sta bila še otroka. Moj svak mali je bil star 3 leta, svakinja pa 10 let, ko smo se mi spoznali in mi smo se najbolj razumeli. Ona dva sta mene najbolj naučila te turščine, ker nisem imela izhoda iz turščine. Nisem imela nikogar, ki bi mi malo pomagal ali pa bi se lahko jaz pogovarjala v angleščini, tako da to je bila najboljša šola. Midva sta malim sva govorila v nedoločnikih, ne, jaz iti, ti jesti, jaz spati. In potem kasneje se naučiš v bistvu jezika, poslušaš ogromno, potem začneš razumevati in kasneje začneš govoriti. Isto kot se otroci učijo jezika, ne, tudi maternega. Traja sicer dlje časa, kot če greš na kakšen tečaj, verjamem pa, da je pač jezik, to je živa stvar, ki se dejansko spreminja skozi dan, skozi čas, tako da moraš vedno čim več govoriti, čim več prakticirati, da dejansko ostaneš v tem toku. Ker če ne govoriš tudi maternega jezika, to se meni zdaj dogaja, če ga ne govoriš, v bistvu dlje časa pozabiš besede. Tako da s tem pa imam zdaj težave. No, hvala Bogu, da vsako leto prideš. Ja, da malo povadim. Ja, da malo povadiš. Pa verjetno komuniciraš, ne, prek videa z domačimi ali kako? Ja. S tem, da ne velikokrat, ravno zaradi tega, ker dejansko sem tam postavljena v situacijo, ko uporabljam ali angleščino ali turščino.
In slovenščina je pa tako, ne, pri nas v naši Prlekiji pač govorimo prleščino, tako da prleščina mi ne odide iz glave, ampak slovenski izrazi pa včasih res. Mislim, da me vsi, ki živijo v tujini, razumejo pač, o čem govorim. No, vsekakor pa te takole poslišati, ne? Ker prleščina pa ti gre odlično. Ja, to pa mi gre. No, samo malenkost, vem, da nisi danes, da bi nam razlagala o turščini, o jeziku, ampak vseeno me zanima, kako pa je skloni v turščini, recimo, pa s časi, pa s osebami, ne? Dvojine ni. Aha, dvojine ni tudi, ne? Dvojine ni, so pa sestavljene besede dejansko iz korenov besed plus njihovih končnic. Tako da, ko ti sestavljaš turške besede, če želiš ti povedati to v recimo množini, dodaš končnico zraven tistega korena. Če želiš to povedati recimo v sedanjiku, poleg tiste končnice za množino še dodaš končnico za sedanjik. In potem to sklaplja skupaj, tako da včasih so take besede in zato pravim, da se včasih jezik zapleta, ker enostavno so to res take kačaste dolge besede, ki ti ne grejo včasih iz ust. Ampak se navadiš. No, so pravila to, recimo? Ja, so pravila, ja. Sklone ravno tako imajo, čase tudi, pač ogromno časov je, ampak uporabljaš ravno tako kot v angleščini, mogoče tiste osnovne, ne, tisti navadni sedanjik, potem še en sedanjik, ki ga v bistvu uporabljaš v točno sedanjem času, ko midve zdaj to govoriva, recimo, ga uporabljaš, preteklih pa prihodnjih. Je pa turščina jezik, ki ima zelo bogato besedišče, taki poetičen jezik ima. In recimo, če mi rečemo nekemu stolu stol, in je to stol, če je oblazinjen ali ni oblazinjen, ali lesena je plastičen, recimo v turščini so to drugačni izrazi za isto zadevo, ne? Tam pri njih ni samo stol, ampak je kategoriziran glede na to, kakšen je, recimo oblazinjen, lesen, plastičen in tako dalje. Tako da včasih je s tem malo težava, ker poznaš en izraz, drugega pa ne in točno se uporablja tisti izraz v določeni situaciji. Ampak to se naučiš potem v dnevnih situacijah, ne, ko slišiš, kaj uporabljajo Turki. Verjetno je malo ljudi, ne, ki bi se kar tako naučili turščino. Srečuješ kakšne Slovence tam, recimo, ki tudi že govorijo turški? Ja, seveda, ja. Imam par prijateljic, ki pa živijo tudi v Istanbulu, ravno tako v Turčiji, recimo spodaj na jugu. Tako da smo v stikih, ja, vse se moramo seveda prilagoditi, naučiti turščine. Na začetku seveda gre malo težje, ampak vse se potem naučimo konec koncev. Delaš v turizmu, kje si pravzaprav zaposlena? Ne, nisem več v turizmu, ampak sem dejansko zaposlena v eni organizaciji, kjer se ukvarjamo z izobraževanji in z tečaji za naše člane. Aha, za člane te organizacije. Tako. Še vedno pa deluješ kot vodička? Ja, občasno včasih kakšne skupine še povodim, ja, ker to mi je seveda v veselje, tako da v bistvu uživam v temu, a ne. No, vseeno pa torej kot vodička še tudi naletiš najbrž na Slovence, ne, in tako dalje. In kot opažamo po nekih tvojih posnetkih na videotubu, pa tudi na Facebook profilu Slovenka v Istanbulu, ali kako že? Ja, tako, ja. Jaz sem malo aktivna na socialnih omrežjih, ker ogromno ljudi zanima, ne, kako je življenje v Turčiji, kako meni tam gre, nekako se jaz mogoče tam znajdem in tako da sem aktivna, ja. Imam Facebook, v bistvu Istanbul skozi oči Slovenke je naslov, pa ravno tako sva letos z mojim Turkom, ne z mojim možem, sva začela snemati videe oziroma sva si kupila kamero, da pa malo posnameva te najine dogodivščine, kam greva po Turčiji. Tako da midva ogromno tudi vidiva, potujeva, imava rada v bistvu raziskovanje. Sva rekla, zakaj pa ne bi tega še pokazala, ne, ljudem, ker mogoče marsikdo nima možnosti, da bi prišel v Turčijo ali pa ga zanima, kako je tam, pa si na podlagi tistega neko predstavo o Turčiji lahko seveda pač dobi, ne, predstavo oziroma vidi tisto Turčijo iz najinih oči, ker marsikdaj ne so mogoče kakšne oddaje oziroma marsikdaj ima kdo napačno predstavo, kako sploh Turčija izgleda in na tak način mogoče še kdo dobi inspiracijo, da tudi pride v samo Turčijo. No, hvala Bogu, da imamo sedaj toliko nadaljevank turških, ne, da se vidi, kako se v bistvu lahko tudi lepo živi v Turčiji in kako
lepa so ta mesta, ti kraji, ne? Ja, Ki si jih ja. najbrž ti že kar doživela in videla. Ja, Turčija je izredno raznolika država, ogromna država. Mislim, da je, če se ne motim, 32-krat večja od površina, je večja od slovenske površine, od Slovenije, ponuja pa res za vsakega turista nekaj. To pomeni, za tistega, ki si želi na smučanje, lahko gre na smučanje. Za tistega, ki si želi tropske kraje, tiste plaže, peščene, dolge plaže, dobi to. Tistega, ki si želi mogoče malenkost takšne podobne obale, kot je na Hrvaškem, dobi hrvaško obalo z turško gostoljubnostjo v Turčiji, recimo. Potem je recimo osrednja Anatolija, torej osrednja Turčija je spet čisto drugačna, tista puščavska pokrajina, ki ponuja recimo nekakšne drugačne stvari, kot so recimo Kapadokija, to je Mesečeva pokrajina, kjer izgleda, kot da si na Luni in ima v zemljo skopane jame, hiše, cerkve. V bistvu tam se je začelo samo krščanstvo razvijati nekoč, dobi to potem. Potem recimo vzhod Turčije je spet drugačen. Tam sva midva bila letošnje leto prvič, to je bil moj prvi skok na vzhod Turčije, pa priznam, da sem imela malo sem imela treme oziroma malo me je bilo strah. Torej vsi poznamo te zgodbe o teh v bistvu terorističnih napadih tam, da ni varno, da se marsikaj dogaja, kakšne streli in to. Tako da malo me je bilo strah, ampak sva vseeno letošnje leto šla pogledat na vzhod, pa mi je bilo zelo všeč. Tako da vsa ta pestrost, raznolikost ponuja ogromno in res rabiš ogromno časa, da vse spoznaš. Tako da midva še vedno po 10 letih raziskujeva te turške lepote in verjamem, da še marsikaj, kar še nisva videla. Tako da to potem predstaviva seveda na videih. No, ta del turistični več ali manj poznamo, večina po slikah, po posnetkih, ampak ta vzhod pa zna biti zelo zanimiv. Recimo, kaj takšnega, razen tega Mesečevega površja, kot si povedala? Ja, ta Kapadokija, torej Mesečeva pokrajina, je v osrednji Turčiji, na sredini Turčije, če gledamo zemljevid. Medtem ko vzhod Turčije, bi pa jaz rekla, je pa totalno nasprotje, recimo, če prideš v Istanbul ali pa če si nekje na zahodu Turčije. Marsikdo, jaz verjamem, da tudi gledalci, marsikdo je bil že recimo na dopustu v Turčiji in vsi poznajo Antalijo. Tam je zelo tako odprto, v bistvu zelo turistično, zelo evropsko, najbolj mogoče evropsko, kot je lahko v Turčiji. Zdaj, če pa greš na vzhod, je pa to kontrast. Ker namreč tam je pa tako, da bi prišel v res tisti pravi orient, kot si ga mogoče mi predstavljamo iz kakšnih zgodb Tisoč in ene noči. Ko so recimo tiste okna, imajo take lepe oboke, tiste izrisane, izklesane. Tako da prideš kako aladinsko palačo, mogoče tudi arhitektura je drugačna, tiste pravi taki kamni, peščena pokrajina. Mogoče tudi, če kdo se spomni Mezopotamije, mezopotamske ravnice, ogromno je tam tudi kmetijstva, poljedelstva, ljudje pa potencirano gostoljubni. Midva sva se sprehajala na cesti, na ulici, ljudje so naju vabili na kavo, sva rekla hvala lepa, pridemo mogoče kasneje. Ko sva se vračala po tisti cesti nazaj čez par ur, se je gospod, ki naju je vabil na kavo, se je spomnil, vidva sta pa šla, pridita zdaj na kavo, sta obljubila, da pridete na kavo, on pogostil, nama razložil tisto zgodbo njegovo, kak ima on tisto trgovinico, kak so njegova družina, familija, s čim se ukvarjajo in tako naprej. Res izredno prijazni. Mi si dejansko tega ne predstavljamo. To presega vse meje te naše prijaznosti, kot jo mi poznamo, pa ne da mogoče jih idealiziram, ampak to je nek čist drugi svet. Tam si ljudje med sabo so dosti bolj povezani, si pomagajo, pa srečni so. Tam ne poznajo mogoče toliko pričakovanj ze strani neke družbe, ampak se znotraj njihove skupnosti, znotraj njihove družine si med sabo pomagajo in vedno poskušajo izcimiti najboljše, kot se iz tistega da. Tako da, meni je to fascinantno, kako tam živijo in to spoznavati, to drugačnost, ker še danes, recimo jaz sem zdaj v Istanbulu, pa prej sem bila na jugu, sem si mislila, pa se jaz poznam to turško gostoljubnost, pa sem šla v nov kraj, pa je bilo totalno drugače. Tako da, jaz sem imela res predsodke, pa če še kdo ima predsodke, naj jih
pač jih lahko preseže s tem, da res obišče kakšne takšne kraje, da vidi to. No, pa je možnost, da jih obišče, glede na nemire, no, oziroma na strašljivo našo podobo, ne, tega vzhodnega dela Turčije. Seveda. Mogoče za začetek, zdaj tisti, ki rabi malenkost več pomoči pri kakem jeziku, ne, te jezikovne prepreke, ko so včasih, ko si mogoče mislimo, da če ne znamo angleščine, da potem je težje iti, bi priporočala, da pač grejo preko agencije, drugače se pa da čisto normalno tudi sam odpraviti v Turčijo. Jeseni in pa pomladi ima Turkish Airlines, torej ta njihov nacionalni prevoznik, ima akcije, karte se dobijo med 100–150 evrov na osebo, se odpraviš lahko v Istanbul, lahko greš v Antalijo, lahko greš tudi po vseh ostalih krajih, tako da je čisto v bistvu dostopno priti v samo Turčijo, ravno tako pa Turki, ne, ko pridejo, ko vidijo nekega tujca, sploh če povejo, da je prvič, se bojo maksimalno potrudili, da mu pričarajo tisto Turčijo, da so tista pričakovanja dosežena, kot jih mogoče on pričakuje. Tako da, kar se cenovno tiče, je trenutno zelo ugodna Turčija, tudi zaradi tega, ker je ogromna inflacija trenutno, tudi lira, njihova torej valuta je ogromno padla, izgubila na vrednosti, in če pride torej nek turist oziroma Evropejec z evri v Turčijo, je zdaj trenutno zelo ugodna situacija za turiste spodaj. Tako da priporočam, no, kdo še ni obiskal. No, morda ravno o teh težavah, kar se tiče inflacije, kaj se pravzaprav dogaja to v Turčiji? To mimogrede, ne bova sicer govorili o lepih stvareh. Ja, v bistvu že pred samo pandemijo ni bila ravno rožnata situacija, kar se gospodarstva tiče, pa seveda Turčija je na takšnem območju, da vedno se kaj dogaja v zvezi s politiko. Jaz vedno pravim, da jaz kot tujka v Turčiji zelo nerada komentiram situacijo, ker Turki nimajo radi, ko se tujci vpletajo v njihove notranje zadeve, tako da malenkost je takšna rizična situacija, v bistvu, ko komentiramo take zadeve, ampak je Turčija vedno na takem območju, da ima ogromno političnih težav, pa trenutno pač gospodarstvo izredno slabo, ogromno stvari uvažajo in vse to je vezano na tujo valuto in zaradi tega potem izgubljajo seveda na vrednostih, inflacija je čedalje večja, cene so čedalje večje, plače ostajajo iste v lirah, kar je seveda za lokalno prebivalstvo potem kritično. Tudi ogromno brezposelnosti, ne, pandemija je pobrala ogromno služb, sploh teh malih obrtnikov, to je vse ostalo v bistvu brez služb in zdaj poskušajo se pobirati na noge, ampak odplačujejo dolgove, država ni dala nobene socialne pomoči, dali so samo kredite in zdaj je to treba odplačati in to je vse povezano, to je ena taka zakomplicirana veriga, ne, o kateri bi zdaj lahko 2 uri govorila, tako da pač upamo na čim boljše oziroma čim hitrejše okrevanje, ker ni ravno rožnato, no, sedaj trenutno. To pomeni, da dejansko korona je torej zavrla vse to, ali je že? Že prej sama politika, sam način v bistvu same relacije z drugimi državami plus pandemija je dosegel tisti vrh. No in kako konkretno ti to čutiš? Čutimo temu, ko grem v trgovino, da je vsaki teden so druge cene, vsaki teden plačam več recimo za ista živila, kot jih kupim. Čedalje težje je dobiti kakšne proizvode, sploh če so uvoženi, sploh če so to neke znamke, ki pridejo recimo iz Evrope, ali jih ni več, ali pa so trenutno tako drage, da jih si ne kupiš. Ker vsaki teden recimo, če je neka, Milka čokolada, recimo en takšen zelo banalen primer, ampak Milka čokolada je pred približno 2 mesecema je stala tam okrog, če se ne motim, 7 turških lir. To je bilo takrat, ne vem, 1 evro, recimo, približno. No, medtem ko trenutno zdaj mislim, da stane okrog 10 turških lir, kar še je vedno 1 evro, ampak če računamo v lirah, je pa potem seveda cena dražja. No, kaj pa tisti kifelček si še vedno privoščiš
To še je vedno ista cena. Lansko leto si pripovedovala, da ko izstopiš z metroja, ali Ja, kako, ja, ja. da si tam nekje kupiš kifelček, ki ga poješ do službe. Ja, tisti kifelček še vedno vzamem. Seveda se je cena zvišala, ampak tisto je še vedno, recimo, da na takem nivoju, da lahko kupiš, ne. Mislim, da zdaj trenutno je tri turške, odvisno od lokacije, 2,5 oziroma 3 turške lire stane ta taki simic se reče, ne, torej tista štručka v bistvu taka za sezamom. No, kaj pa sicer ukrepi, kakšni so v Turčiji? Ukrepi so relativno ohlapni. Kar se tiče samega vstopa v državo, torej ko prideš ti iz Slovenije, potrebuješ ali torej PCR ali pa moraš biti cepljen, torej ta pogoj je. Medtem ko si enkrat v sami državi, ne rabiš dejansko nobenih testov, nobenih potrdil o cepljenju in če se giblješ v bistvu vse povsod, razen če greš na letalo, torej tudi notranje leti, razen če greš v gledališče in pa športne prireditve. Tam potrebuješ v bistvu izpolniti ta pogoj, medtem ko vse ostalo pa ne rabiš čisto nič. Razen tega, da si moraš tudi ob vstopu, ko prideš v državo, urediti HES kodo. To je pa ena koda, preko katere Turki spremljajo vsakega, ki pride v državo in pa tudi nas domačine. Mi smo v sistemu, recimo, če si cepljen, si označen, da si cepljen, če imaš PCR, imaš tam označeno, tudi če si pozitiven, si not v sistemu označen, ker kar se je dogajalo pri nas, Turki niso ravno, ne blestijo po nekem, da upoštevajo pravila, ne, niso ravno bleščeči v teh veščinah in dogajalo se je, da je marsikdo, ki je bil pozitiven, je pač v trgovino, pa tja, pa sem, pa tja in so ga na ta način potem pač izsledili, tako rečeno, ne, tako da ta pogoj je, ne rabiš pa ti tega v bistvu kazati nikjer drugje, razen mogoče na kakem vstopu v shopping center in to je to. Tako da smo pretežno dosti bolj, bi rekla, svobodni mogoče na en način. Je pa tudi res, ne, da nas je ogromno samih pač ljudi tam, torej v Istanbulu nas je 20 milijonov, v sami Turčiji 80 milijonov in bi mogoče bilo malo težje to speljati, kakšne takšne malo bolj zaostrene ukrepe. Pa kaj pojenja torej epidemija v Turčiji ali kako? Ne, ali še vedno kaže zobe? Še vedno kaže zobe, ista situacija kot tukaj, se pa mogoče toliko ne poudarja teh primerov okužb, ampak pri nas je trenutno ta gospodarska kriza, ki je tista na tapeti, tudi na medijski tapeti. Tako da sami Turki so se kar cepili tudi, imamo približno, mislim, da trenutno 80% cepljenost. Tudi z tega razloga, ker pri nas je tudi takšen zdravstveni sistem, da so Turki dosti bolj navajeni na neke, sploh če je brezplačno, ne, da se grejo potem, da upoštevajo tisto pravilo, ker jim je ceneje to, kot če bi recimo pristali potem v bolnišnici, ne. To je ta mentaliteta drugačna mogoče kot pri nas, ker je ta kapitalistični sistem, kot je mogoče v Ameriki in je težje dobiti neko dobro zdravstveno oskrbo, ne. Se dajo dobiti, ampak se za to tudi plača. No, greva torej še malo k tvojemu hobiju, no, torej raziskovanje Turčije. Shod si nam že tako malo opisala. Kje torej si še bila v tem letu? Bila sva tudi na zahodu. Raziskala sva v bistvu ta egejski predel, torej od Istanbula, potem malenkost navzdol sva obiskala en kraj, ki se imenuje Ayvalık. To je v bistvu, jaz sem imela občutek, tudi prvič sem bila tam, jaz sem imela občutek, kot da sem prišla v Grčijo. Dejansko same stavbe imajo isto arhitekturo, tiste pisane hišice, taki lepi mali kafiči zunaj, tudi ljudje mogoče so podobni, dosti bolj podobni, ne, kot takim grškemu stilu oziroma Grkom, ne, ljudem od tam. Tudi zaradi tega, ker imajo tako skupno zgodovino z Grčijo, mogoče kdo že pozna, ampak tisti, ki še ne. Ta zahodna Turčija so nekoč pred Republiko Turčijo, torej pred letom 1923 so tam bili naseljeni v bistvu Grki oziroma ortodoksni kristjani. In v bistvu po nekakšnih teh pogodbah oziroma sporazumih, ko se je ustanavljala Turčija republika, se je Grčija
in pa Turčija so se zmenili, da se dejansko tisto prebivalstvo, grško prebivalstvo, ki živi na turški strani, preseli oziroma da se zgodi zamenjava prebivalstva, torej jo pošljajo na grško stran, na grški strani so pa živeli izseljenci Turki. Ne? Tisti Turki so se pa potem morali preseliti na turško stran in se je zgodila pač ta zamenjava prebivalstva, s tem, da tisti Turki, ki so prišli dejansko iz Grčije na turško stran, nikoli niso bili sprejeti kot torej Turki na turški strani, ampak so bili videni kot Grki. Ne, to so pa tisti priseljenci, so rekli. Isto se je zgodilo potem s tistimi Grki, ki so šli pa na grško stran. To so Turki bili za same Grke. Ne? To se je potem nekako tako povezalo pač skozi to kulturo, skozi to zgodovino, da je ostal ta predel malo bolj grški. Ne? Tako na zunaj se vsaj vidi, da je bil grški. Teda je bila ena zanimiva izkušnja, no potem smo še šla seveda malo bolj navzdol proti zahodu, ker ta obala je ogromna. In jaz se tudi nisem predstavljala, da dejansko bom imela občutek, kot da sem na kakšni hrvaški obali, ampak midva sva prišla do mesta Fetije. Fetije je izredno lepo letovišče, tudi precej turistično. Tam recimo hodijo, kar se tujih turistov tiče, vidiš mogoče kakšne Angleže bolj, ne toliko kakšne vzhodne Evrope in to hodijo bolj na jug, torej v Antalijo. In tam pa so taki krasni zalivi z takimi razgledi, da res turkizna barva, plaža, kot je recimo bolj na Braču, za tisto akvamarinsko vodo, res lahko imaš plažo za sebe, lahko si v največji gužvi, kakor želiš, ampak ogromno je zalivov. Tako da sva se najela tudi čoln in sva šla po tistih lepih zalivih. En zaliv se reče Modra jama, drugi zaliv se reče Rajska plaža. Že sama imena povejo, ne, kakšne lepote so v bistvu to. Potem najbolj znana plaža, ki je tudi ena izmed 5 najlepših na svetu celo, se imenuje Modra laguna. Ta je res taka kot bolj na Braču, tak ima en takšen krajec, potem okrog je pa res tista taka turkizna barva. In potem jaz sva še šla do same Alanje, ker tam imamo družino, pa ustavila sva se še v Kapadokiji, torej tej Mesečevi pokrajini. Tako da res en takšen popotniški road trip bi se temu reklo. Uživala sva zelo, tako da vse to sva spravila tudi na kamero potem, tako da to objavljam potem na YouTube kanalu, če kdo želi si lahko pogleda, ste vabljeni k samemu ogledu. Če vas zanima pač malo o Turčiji, o teh lepotah, pa dejansko kako še kakšen nasvet dava, še kakšen trik dava, če mogoče še kdo pride, da direktno ima od nas informacijo, ne, kako pa potem se tam znajti v samih teh krajih. No, zanimivo je to, da ti posnameš, ne? Pa tudi zmontiraš te filmčke vse potem, ko jih daš na YouTube. Ja, mož bolj snema, oziroma on je bolj tisti, ki stoji za kamero, jaz sem pa tista, ki stoji za ekranom oziroma ki to zmontira, tako da en čas traja, da to vse skupaj spraviš, tako da zdaj smo po zimi, jaz potem objavim še kakšen poletni video, ker je toliko v zamiku, ampak je kar nekaj dela s tem, ker ravno tako jaz potem prevajam in v slovenščino in v turščino, ker se pogovarjava na pol, ne, jaz malo v slovenščini, med sabo se pa pogovarjamo čisto v turščini, da potem seveda vsi razumemo, o čem se gre. In kaj pravi tvoj mož, kako ti gre turščina? Dobro? Ja, super. Kako ti gre kuhanje? Kuhanje. Si se naučila kaj turških hran pripravljati? Sem. Ne seveda tako kot moja tašča, ne. Mama pravi, on je najboljša kuharica, ampak mi gre. Se trudim, poiščem kakšen recept, mi tašča pove kakšen recept. Imajo pa Turki zelo radi kuhano hrano na žlico, te njihove specialitete. Moj mož sicer ima tudi poje, če jaz kaj slovenskega skuham, recimo sem delala te knedle, kot mi rečemo, te cmoke, ne, pa je rekel, pa je bilo dobro, samo ne vem, če še bi kdaj to jedel. Ne, recimo njemu je malo bolj takšna pikantna hrana bolj všeč, sploh ker njegova družina izhaja iz vzhoda. Na vzhodu so pa znani po tem, da zelo take ogromno začimb uporabljajo, zelo pekoče hrano uporabljajo oziroma jejo radi. Jaz recimo, preden sem šla v Turčijo, sploh nisem jedla pekoče hrane, ampak sem se zdaj navadila. Tako da to je tudi ena izmed stvari, ki sem jo pač
od tam potem se navadila. In ja, se trudim, no. Upam, da bom še boljša kot sem. Se pogosto obiskujete z njegovimi starši in z njegovo družino? Preživljate čas skupaj tako? Ja, prej smo ga seveda več, ker smo skupaj živeli, in ko sva se midva odselila v Istanbul, smo se malo oddaljili seveda, ker je 800 kilometrov med nami, tako da skoraj isto kot do Slovenije. In midva seveda prideva tja včasih na počitnice, ali pa potem pridejo oni naju obiskat za kakšen teden. Tam recimo 3-krat na leto, 3-krat do 4-krat maksimum se vidimo, ja. 800 kilometrov? 800 kilometrov, ja. No, verjamem, da ti tudi za tekoče leto, torej 2022, nekih načrtov teh turističnih ne manjka. Imata kaj posebnega v planu še, torej, kar se tiče raziskovanja Turčije? Prav planov, da bi si seznam napisala, nimam, imam pa željo še na vzhod Turčije, da še tisti del res raziščemo, ker tam sva zdaj malo potipala, všeč nama je bilo, ampak verjamem pa, da še je marsikaj za raziskati. Tam res pokrajina je lepa, ljudje so gostoljubni, ne povabijo te domov k sebi, in to si želim še pač doživeti, to si želim izkusiti. Pa na severni strani, torej severna obala, Črnomorska obala, tam še tudi nisem bila, tako da to še imam v planu, ja. No, tako da pričakujemo seveda, da boš prihodnje leto, ko prideš spet domov, oziroma ko prideš domov spet to leto, ali kako ne rečem. Ja, zdaj novo leto, ja. Ja, oziroma za Božič 2022, da bodo spet kakšne nove zgodbe in tudi posnetki torej prišli s tabo, ne, pa si bomo kaj pogledali. Eva, hvala lepa, da si vzela danes spet čas, verjamem, da še imaš veliko opravkov, svoje stare prijatelje, kolegice in tako si kaj obiskala, je bilo časa? Sem obiskala, še jih bom, še imam plan, ja, še koliko je, 5 dni sem tukaj, tako da še moram, ja, tole jih videti, ne, vse še obiskati, se malo še pogovoriti, kakšno kavico spiti, da bo potem za 1 leto dovolj. No, te verjetno vsi sprašujejo, ne, eno in enako, recimo, ne, kakšna so običajno vprašanja tvojih kolegic? Kako se imaš? Kako se imam, kako je kaj v Turčiji, pa ogromno jih zanima, ne, to mogoče kakšne take malo bolj notranje informacije strani recimo turške družine in take stvari. Zdaj ogromno me tudi sprašujejo, kakšna je situacija v Turčiji glede samih ukrepov, glede korone. No, to mogoče še lahko povem, da smo imeli en zanimiv ukrep, ki sicer ne velja več, ampak lansko leto smo mi bili precej dolgo časa seveda v karanteni, mi domačini. Torej zdaj 2021 do 1. julija smo bili dejansko kompletno zaprti, s tem, da smo bili kompletno zaprti mi domačini, medtem ko če je prišel kakšen turist v samo državo, turisti so se pa lahko prosto sprehajali, ne, torej so lahko obiskovali vse znamenitosti, na cesti so lahko bili, torej niso rabili biti v samem hotelu, mi pa ne, in smo potem malo bliže jezni na te turiste, ker oni so pa lahko šli ven, mi smo pa morali v teh naših malih stanovanjih, ker v Istanbulu so pa res taka mini stanovanja, smo morali biti zaprti v tistih stanovanjih notri, niti na sprehod nisi smel iti, ampak no, zdaj od julija naprej pa potem smo se sprostili. Tako da lahko, torej, greste naokoli, tako da verjetno gotovo, no, leta 2022 ne bo izbežno kakšno novo potovanje. Tako, ja. Eva, še enkrat, torej, lepo se imej doma, potem pa ti želimo seveda tudi veliko sreče in zadovoljstva v tvoji drugi domovini. Hvala lepa. Hvala za povabilo, vedno je fajn poklepetati v našem Ormožu, pa rada podelim kakšno stvar, ker verjamem, da pač je to mogoče tudi za koga drug svet, ki si ga ne predstavlja, in to mi je res v veselje, da še komu mogoče ta svet odkrijem, še kako tančico odprem, tako da z veseljem pridem še kdaj. No, zato se ravno veselimo tvojih obiskov. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Kot ste slišali, Turčija je zelo zanimiva, tako da bomo veseli seveda Evinih pripovedovanj tudi
za leto dni, ko bo znova tukaj. Vse dobro vam želimo, pa se vidimo z novim gostom potem naslednji ponedeljek. Srečno do takrat.